pa kot minister svojim človeškim in državljanskim pogumom zaznamoval slovenski prostor, danes pa kot evropski poslanec pušča vidni odtis v evropskem prostoru. Veselimo se vašega pozdrava, gospod Franc Bogovič. Hvala Petra za to lepo najavo. Samo ena taka majhna skrivnost, s Petrom smo bila sodelavca kar nekaj let, tako da se kar dobro poznava in sem vesel, da danes Petra povezuješ to prireditev. Tu v Posavju, zato lep pozdrav župan najprej tebi na domačem terenu. Slovenska ljudska stranka je stranka, ki ima, kot smo že slišali, največ županov in mi poznamo ta pravila na domačem terenu, se najprej pozdravi domačega župana. Vesel sem, da mu družbo dela cela vrsta županov Slovenske ljudske stranke in seveda vodstvo stranke na čelu z Marko Zidanškem, vsem tremi podpredsedniki, Primožem, Francijem in Jasmino, prosti. Časi se tudi to zgodi in pa Jasmino. Dobrodošli vsi članice in člani Slovenske ljudske stranke. Smo v Posavju, v pokrajini, ki jo je Slovenska ljudska stranka v preteklosti in jo še danes dobro zaznamuje. V veliki meri smo tudi zgradili veliko infrastrukturnih objektov, ki nas zaznamuje in na nek način dajemo svoj odtis za sabo, da smo, ko pridemo k odgovornim funkcijam, tudi pripravljeni prevzeti odgovornost, znati nekaj narediti. To smo naredili tudi 12. maja 1988, se pravi 29 let, pred 29 leti, ko smo vstopili v Unionsko dvorano in kamorkoli pridem danes tudi po Evropskem parlamentu, z veseljem in ponosom povem, da sem bil 29 let nazaj del tistega dogodka, kjer smo ob naših takratnih velikih očetih naše stranke, pokojnemu dr. Francu Zagožnu, našemu Ivanu Omanu in ostalimi somišljeniki, spravili pod isto streho v Unionsko dvorano številne ljudi, po večini iz podeželja in iz kmetskega stanu. Konec koncev smo tudi stopili v to dvorano pod pretvezo, da bomo dvorano zapustili in postavili zahteve kmetstva, zahteve podeželja. Naredili smo veliko bolj odločen korak in dvorano na začudanje vseh, ne samo v Sloveniji, ampak takrat v širši domovini v Jugoslaviji, zapustili z jasnim izrekom, da zapuščamo dvorano kot prva politična stranka v takratni Jugoslaviji, stranka, ki se zavzema za osamosvojitev Slovenije iz skupne države, stranka, ki se zavzema za parlamentarno demokracijo, za spoštovanje človekovih pravic. To so bile takrat velike besede, odgovorne, tudi do neke mere so se vsi, še tisti, ki so ostali predvsem v prvih vrstah, izpostavili velikem riziku, kaj bo takratni režim naredil s temi ljudmi. Zgodilo se je to, kar smo si želeli, da smo tudi okoli Slovenske ljudske stranke in s pomočjo Slovenske ljudske stranke organizirali še druga demokratična gibanja v takratni Sloveniji in ob peči našega prvega predsednika Ivana Omana dosegli tudi dogovor, da gredo te stranke skupaj na prve demokratične volitve in na koncu so stranke skupaj v povezavi v Demosu tudi prevzele odgovornost za Slovenijo. Veliko smo dosegli v tem času, se osamosvojili, v mestnem času postali člani Evropske unije, sprejeli evro, se praktično pridružili vsem integracijam, v katere strmijo in v katerih so združene najbolj razvite države. Slovenska ljudska stranka je v tem času tudi upravila zelo veliko delo za Slovenijo. Sodelovali smo v večjih vladah, prevzemali odgovorna mesta na najrazličnejših področjih, od kmetijstva, prometa, okolja, drugih obrambnih ministrstvih in podobno in znali včasih tudi na začudenje drugih dati državo in pa interese državljanov te lepe države pred politične interese. Tudi zaradi tega smo bili v preteklosti mnogokrat deležni najrazličnejših napadov, včasih od tistih, ki smo jih najmanj pričakovali in smo na nek način prostor iste
politične skupine, skupine EPP, Evropske ljudske stranke, včasih pa tudi od tistih, ki prihajajo iz drugih političnih polj. Doživeli smo veliko uspehov, enega največjih neuspehov in hkrati tudi uspehov smo doživeli tudi v tistem letu 2014, ko sem sam imel odgovornost voditi Slovensko ljudsko stranko. Po uspešnem stopu in skupnem nastopu z Novo Slovenijo na evropskih volitvah smo doživeli hladen tuš s manjkom tistih nekaj 100 glasov, da nismo presegli prag slovenskega parlamenta. V mestnem času sedaj spremljam politiko doma, sem zelo veliko, prav tako pa tudi iz Evropskega parlamenta. Številni so klici, ki govorijo, da to, kar je bilo slišano in čemur so ljudje zaupali leta 2014 na volitvah, ni izpolnilo pričakovanj. Ni Slovenija danes neka poštena, demokratična država, v kateri bi veljale neke visoke moralne vrednote, vrline, katerim so ljudem zaupali, na nek način zaupali že, ne vem, drugemu, tretjemu, četrtemu mesiji, ki so ga tudi s pomočjo najrazličnejših medijskih in raznih drugih trikov postavili na piedestal tisti, ki kreirajo javno mnenje v Sloveniji in tudi na nek način naredijo podobo slovenskega prostora in v veliki meri tudi vplivajo na volitve. Veliko glasov pa sem slišal tistih, ki so bili zelo jasni in glasni, da v slovenskem parlamentu manjka Slovenska ljudska stranka. Da je glas tistih, ki vedo, kako se stvarem streže, kako je treba nek projekt začeti, kako ga zaključiš, da teh ljudi enostavno manjka v slovenskem parlamentu. Da ni tistih, ki razumejo potrebe, če hočete, tako mesta, kakor pa tudi podeželja, kmetstva in ostalih področij. Potrebe občin, ki so na nek način pod stalnim pritiskom, kljub temu, da se imamo ravno uspešnim občinskim vodstvom, ljudem, ki delujejo v občinskih svetih, zahvaliti, da smo Slovenijo dobro spremenili in danes, ko tudi obiskujem številne evropske države, lahko smo res ponosni na Slovenijo kot celoto, prav tako pa tudi na slovensko podeželje. V Evropskem parlamentu aktivno delujem v okviru Evropske ljudske stranke, stranka, ki prisega na te vrednote, katerim smo tudi mi prisegli leta 1988 in jih tudi uspešno zastopamo skozi vsa ta leta obstoja Slovenske ljudske stranke. Velika so tudi pričakovanja, kaj bomo naredili naslednje leto na volitvah. Sam sem trdno prepričan, da to, kar že ves čas ljudje govorijo, da slovenski parlament potrebuje Slovensko ljudsko stranko, da se bo to tudi zgodilo in da se Slovenska ljudska stranka vrne v parlament. Sam bom poskušal po svojih močeh tudi kot evropski poslanec čim več pomagati pri tem. Poskušam prenašati nekatere dobre prakse, ki jih vidim zelo primerne in jih potem poskušamo v neki obliki, ki so primerne za slovenski prostor, tudi postaviti v slovenski prostor. Danes smo v Šoštanju, nad Šoštanjem govorili o pametnih vaseh. Kaj narediti, da bo podeželje še bolj atraktivno, da bo privlačno za mlade ljudi, da ne bo podeželje bilo deležno novega tehnološkega zaostanka ob tej tehnološki revoluciji. Veliko govorimo, tu v zadnji vrsti vidim dr. Umeka, o potrebah po spremembu v šolskem sistemu, kjer smo že naredili skupna srečanja, kjer enostavno vsi ugotavljamo, da bo potrebno biti zelo pozoren, kakšen kader želimo za 21. stoletje, koliko želimo povezav med gospodarstvom in pa med šolskim sistemom, med raziskavami in da je enostavno potrebno nekaj spremeniti v tem področju. Zelo veliko je narejeno tudi na programskem delu na področju zdravstva in ostalih področji. Zato mislim, da prihaja čas, da v tem letu, ko bo praktično smo dobro leto pred volitvami, gremo s tem programom med ljudi, to, kar počnemo že vedno, da smo radi med ljudmi in da pridobimo to zaupanje in da naslednje leto naredimo to, kar mislim, da res Slovenija rabi in da se vrnemo v slovenski parlament. Samo poskušal po svojih močeh največ storiti, kar se temu, da se tudi na nek način s to pozicijo evropskega evroposlanca pomagam pri teh volitvah, zato se bom enostavno tudi v tem letu veliko posvetil temu delu, na nek način tudi z tega mesta pripravljenost mene in cele ekipe, da v tem letu aktivno v tem sodelujemo. Še prej pa imamo narediti eno domačo nalogo, da ne bomo imeli v naslednjem državnem svetu samo enega svetnika, kot imamo, dva svetnika, kot imamo sedaj enega iz občinskih sfer in pa Petra iz
interesnih skupin, pa še koga, ki ne vemo kaj, če je čisto naš ali ni čisto naš, ampak da bomo tudi v državnem svetu bolje zastopani in tudi tam te interese izpolnili. Iskrene čestitke, hvala Marko za tvoje delo, ki ga upravljaš v teh težkih razmerah, ki niso enostavne za vodenje strank. Nam pa vse mislim, da ostane samo eno, da drugo leto vsi po vrsti, ki lahko kaj za to storimo, nastavimo hrbet in da ne bo nihče manjkal v tej vrsti, ko bo potrebno narediti vse in se postaviti pod zastavo Slovenske ljudske stranke. Ponosni smo lahko na njo in na naše delo in naredimo še enkrat to, kar so ustanovitelji naše stranke naredili ob prelomu, pa ob koncu 80-ih let, ko se je odločilo o naši usodi. Iskrene čestitke v prazniku in prijeten dan v Sevnici. Še bo sonca, Srečko, hvala, da si tudi za to poskrbel. Lep dan vsem skupaj.